Lepo pozdravljeni. Končujemo 13. teden v letu 2025 in tu smo zato, da ga komentiramo. Z nami je tokrat komentator, novinar, urednik Aljuš Pertinač. Lepo pozdravljeni, Aljuš. Dober dan in hvala lepa za povabilo. No, začnimo najprej z izjavo Milana Kučana, ki jo je sicer povedal že prejšnji teden, ampak govori pa o Vladimirju Pribiliču. Poglejmo. Doktor Pribelič ni nov obraz. Je bil župan v Kočevju, dostikrat nastopil kot obramboslovec. Z mnogimi njegovimi stališči glede vojne v Ukrajini se strinjam, saj tista, ki so javno povedana, ne. In to ne mislim, da je nov obraz, nekaj izkušnje že ima. Dobro, Vladimir Prebilič zdaj je nov obraz, je star obraz, je nov obraz za predsednika vlade, ali kako je zdaj s temi obrazi? Ja, mislim, da je zadrega tu pri centrih moči tranzicijske levice, ker je do zdaj smo imeli zmerom praktično situacijo, kjer je nov obraz naskakoval ponovadi pač Janeza Janšo, pa včasih tudi stare obraze levice. Ne. Zdaj pa rabimo star obraz, ki bo naskakoval nov obraz teh centrov moči tranzicijske levice, to je aktualni predsednik vlade Robert Golob. Ne. In zelo malo nenavadno, če bi rekli, da je župan Kočevja, bivši in zdajšnji evropski poslanec dr. Vladimir Prebilič nov obraz, ki bo nadomestil nov obraz Roberta Goloba. Zato verjetno bivši predsednik Republike Kučan pravi, da gre za star obraz. Igra besed, seveda. Ja, pa situacija, ki je, ker je res nenavadna, ker dejansko pač izkazalo se je, kot že mnogokrat do sedaj, da te neke rokohitrske rešitve, ko se išče neko ime, ki bi z nekimi marketinškimi prijemi, takimi in drugačnimi, lahko pač na volitvah bilo uspešno, se potem izkaže, da volitve so eno, pač vladanje potem pa drugo. In spet smo v situaciji, ko se nam vse kriplje išče novega odrešenika, ki nas bo odrešil starega odrešenika. Ne vem, če je še katera, politično gledano, katera nacija v Evropi bila tolikrat odrešena v narekovajih kot ravno mi Slovenci. No in seveda so nekateri ugibali v medijih tudi že o njegovi ekipi, obstaja fotografija o tem, torej se pravi, med njimi je tudi nekdo, ki je bil nekoč novi obraz, to recimo Miro Cerar, in potem gospod Grošelj. Pa kdo je zdaj ta ekipa tega Vladimirja Prebiliča? Ja, zdaj on je imel pač neko ekipo tam v Kočevju lokalno, Zdaj, da bi imel prav neko ekipo na nacionalnem nivoju, jaz mislim, da ne. Mislim, da tudi njega to ne zanima. Sej, če pogledamo, na kak način se je on zdaj pojavil kot nek kandidat za nacionalnih volitvah, Tu ni šlo za neko, bi rekel, osebno željo, ambicijo, saj tak je moj občutek. Če to primerjamo recimo s potjo Anžeta Logarja, Anže Logar šel na predsedniške volitve, tako kot Vladimir Prebilič, dosegel bistveno boljši rezultat takrat od Vladimirja Prebiliča. Takrat recimo Milan Kučan ni prepoznal tega potenciala v Vladimirju Prebiliču, ker ga pač ni bilo treba. Takrat je imel drugo kandidatko, aktualno, zdaj kasneje izvoljeno predsednica republike. Ja. Je Anže Logar na volilni dan, na tiskovni konferenci, takoj po zaključku volitev predsedniških drugega kroga, pač napovedal neko samostojno politično pot, kot se je kasneje izkazalo. Vladimir Prebilič do zdaj ni nobenih takšnih ambicij kazal. On je bil župan Kočevja, potem so prišle evropske volitve, se je naenkrat začelo govoriti, da on bi bil pa fajn kandidat. Spet ni on prišel pred javnost pa rekel, odločil sem se, da bom zdaj šel na evropske volitve. In zdaj podobno. Eno leto, pol leta smo se o tem pogovarjali pač vsi ostali razen njega in zdaj kar naenkrat je on spoznal, da pač so zadeve tako daleč. To so, kot bi jaz rekel, temu pač instant kandidati za vse možne politične funkcije. Se pravi, danes je lahko župan, jutri evropski poslanec, pojutrišnjem komisar, pojutrišnjem predsednik vlade, ni da ni. Ultra sposobni pač ljudje za vse možne položaje. No in seveda je tudi on sam povedal, dobro, v Evropski parlamentu ima dobro plačo, ampak je potem vseeno takole razložil, zakaj bi se vrnil v Slovenijo. Najverjetneje bi rekel 60 za to, da ja, in 40 za to, da ne. Dokončen odgovor bo znan najkasneje do junija meseca letos. Lahko se sicer pomakne do septembra, ampak vsekakor bi si želel, da bi bil to junij mesec.
No, seveda, on je dejal v nadaljevanju, okoliščine me prepričujejo, da se za to odločim. Pa kakšne okoliščine? Ja, to bi morali njega vprašati. Saj jaz sem opisal, kako jaz vidim te okoliščine. Ne? Okoliščine, da so se pač centri moči tranzicijske levice odločili, da bi raje videli nekoga drugega, ne pa Roberta Goloba po volitvah na mesto predsednika vlade. Bog ne daj seveda Janeza Janše, ne? Bog ne daj v končni fazi tudi Anžeta Logarja ali pa koga tretjega, ampak nekega svojega izbranca. Ne? In tu je očitno ta hip padla izbira na Vladimirja Prebiliča. Ne? Vemo, da je kdaj prej že padla izbira na koga, ki je tudi bil evropski poslanec, pa potem ta izbira ni zdržala. V mislih imam bivšega predsednika Računskega sodišča Igorja Šoltesa. Ne? Tako da, če bodo volitve takrat, ko pač po rednih rokih morajo biti, se pravi čez dobro leto dni, vprašanje, kaj se bo zgodilo. Ne? Ampak vidite, tudi te odgovori, ki jih Prebilič daje, ne? To niso politični odgovori. Ne? Čeprav ni nov obraz v politiki, tu se z predsednikom republike bivšim Kučanom strinjam, ne? Ampak recimo Marjan Šarec je bil nov obraz v politiki, čeprav je bil župan Kamnika, ne? Zdaj bi se lahko prerekala, kaj ima Kamnik, česa Kočevje nima ali pa obratno. Ja. Ampak spet, glede na potrebe, ne? Skratka, to niso odgovori politika. Ne? Pač politik mora biti jasen, mora povedati, kaj je njegov motiv, ambicija, moral bi. Ne? V Sloveniji imamo to drugače urejeno, ne? In on zdaj lahko reče, ja, mogoče poleti, mogoče septembra, 60 za, 40 za ne. Zdaj, če bi se mi dva, recimo malo nalašč banaliziram, pogovarjala, ne vem, o rojstnodnevni zabavi, ne? Pa kam boš to na morje? Mogoče junija, mogoče septembra, malo 6 od 10 bi, 4 ne bi, ne? Kaj bi si mislili, recimo, ne? Tako da, veste, to je nekako, ampak tako sem rekel, to je pač slovenska posebnost na nek način, ne? Se pravi, da mi volilno telo, ne, kot neka čreda ovac, začarana, hipnotizirana, čakamo, ne, kdaj bo spet prišel nov pastir. Zdaj, ne, ta hip zgleda, da je to dr. Vladimir Prebilič, ampak, veste, ovce smo ovce, tako da naslednji teden bo mogoče že kdo drug. Ampak bo mogoče ta žrtev njegova velika, ne? Ali on lahko kot evropski poslanec sploh kandidira? Kako je s tem? Ja, sej pravim, ne, pač bi rekel, osebni motiv, ekonomski, tak in drugačen, gotovo ni tu v ospredju, ne, zato verjetno tudi okleva. Mogoče so kakšni drugi motivi, ne. Verjetno je prestiž tudi v igri, se pravi pač biti predsednik vlade v Sloveniji. Ne. Čeprav Vladimir Prebilič je izobražen človek, ne, tudi univerzitetni profesor, mogoče kot zanimivost, ne, nikoli ni postal poklicni župan Kočevja. Ne. Se pravi, ni šel all in, kot rečemo, v politiko, ampak je ostal univerzitetni, visokošolski učitelj, ne, univerzitetni profesor, kar pomeni, da je na nek način v narekovajih ziharaš. Ne. Rad gre na sigurno. Ne. In zdaj nekako se mi zdi, da tehta, kako bi šel čim bolj na sigurno. Ja, ker seveda, ne, pač kandidira kot evropski poslanec, ne verjamem, da bo odstopil pred kandidaturo, kar bi sicer bilo higienično, ne, ker s tem bi sporočil pač volivcem, da gre na polno. Ne. Tako da tisto bo obdržal kot neko rezervno varianto in zdaj verjetno tehta, kakšne so možnosti, da se mu ne bi ponovilo kaj podobnega, kot se recimo Marjanu Šarcu, ne, ko je odstopil kot predsednik vlade, mislim, da v zmago volitve, katerih pol sploh ni bilo. Ne. Ampak je pa rekel, da si ne želi, da bi na levi sredini nanj gledali kot na oviro. Kaj zdaj to pomeni? Ja, seveda ne, ker pač on bi šel na kamot. Ne. Se pravi, najbolj z aklamacijo, če bi se dalo, da bi pač kar vsi zaploskali in potem bi bil predsednik vlade. Ne. To sem prej imel v mislih, ko sem rekel, da je ziharaš. Ne. In seveda on ne želi, da bi na njega gledali kot na oviro. Zdaj, kdo bi lahko na njega gledal kot na oviro, ne, če midva zdaj malo špekulirava tukaj vida. Najbolj bi lahko na njega gledal kot na oviro aktualni predsednik vlade Robert Golob. Ne. Vemo pa, kaj se zgodi s tistimi, katere on ali pa njegova pač zasebna partnerka vidi tako oviro. Se pravi, imamo tu neke medijske kampanje, ne, blatenja in tako naprej, nek medijski kontrastampedo, velika finančna sredstva so v igri. Ne. Ta energetski lobby, ki nam zdaj vlada, ne, v podobi Roberta Goloba, gotovo ne bo kar se ulegel na tla, pa rekel, izvoli, ne, Vladimir
priti ti, mi smo zdaj 4 leta se mastili, ne, zdaj pa izvoli ti. Skratka, tega se po moje Prebilič malo boji, ker on tega do zdaj ni bil navajen. Ne. Se pravi, z vsem spoštovanjem do Kočevja, roko na srce, volitve župana Kočevja niso nacionalna zanimiva tema. Ne. Na evropskih volitvah se je glavna bitka bila drugje, se pravi, Prebilič ni bil, bi rekel, neka glavna tarča. Ne. Zdaj pa, če bo šel na nacionalne volitve z ambicijo, da postane predsednik vlade, potem pa seveda bo. Ne? In tega ga je po mojem malo strah in zdaj nekako sporoča, ne? Da je on neškodljiv, da ne želi biti oviran. Ga pa zna podpreti orožarski lobi, ker on tematsko sodi v to področje. Ja, ravno zdaj absolutno, ne? Ta kapital, zdaj, če bi logično razmišljali, glede na to, kakšni so trendi, kakšne so tudi odločitve Evropske unije, bi zdaj moral iskati nekega svojega reprezentanta. Ne? Čeprav tudi aktualni predsednik vlade, vidimo, s tem nima težav. Ne? Je sicer jedno malo energetiki, ampak ko je treba obljubiti nakup kakih oklepnikov, še preden pride domov, tudi to mirno stori. Tako da ja, gotovo bo kakšen kapital, ki zdaj ni toliko pri koritu, videl mogoče v Vladimirju Prebiliču nekoga, ki bi jim lahko omogočil, da bi še oni kaj zaslužili. Ne. Težava, ki jo mi imamo, je to, da zmerom se pogovarjamo o energetskem kapitalu, zdaj mogoče o orožarskem kapitalu, o ljudeh, o nas se pa nič ne pogovarjamo, ne? Kaj bi to za nas pomenilo, ne? Kaj imamo pod aktualno vlado, ne? Kaj smo imeli pod prejšnjo, kaj bi želeli imeti pod neko bodočo. Te debate praktično ni. Ne? Ja, in seveda vprašanje tudi, s katero stranko bo šel, ne? Ker dobesedno Vesna v Sloveniji ne figurira prav zelo visoko. Ne? Zdaj... To so različne rešitve možne, to smo že videli. Ne? Robert Golob je pokazal, da stranko lahko enostavno tudi kupiš, pa je spremeniš ime, pa greš to na volitve. Ne? Lahko se Vesna preimenuje, ne vem, v stranko odrešenika Vladimirja Prebiliča. To so a veste, neke, bi rekel, skoraj tehnikalije, ne? Kar je sicer žalostno, je pa realno, ker tako sem rekel, če se centri moči odločijo, da je zdaj Prebilič tista izbira, bodo stavili nanj. Ne? Mogoče bo samo dodatno zanimivo to, da seveda Robert Golob po mojem mnenju ne bo vrgel kar puške v koruzo, tako kot je recimo to storil Marjan Šarec, in se bo boril. Ne? In bo potem ta nek zanimiv spopad med njima, kar v končni fazi bi še najbolj koristilo liderju aktualne opozicije Janezu Janši, ne? Ker v takem spopadu vidimo, težko ta nek favorit anti-Janša tabora postane relativni zmagovalec volitev. Ne? Tudi Šarec to recimo ni bil. Ne? In po tem scenariju seveda vlada, ki bi jo ta kompozicija sestavila, bo spet neka šibka, nestabilna vlada. Ne? Vidimo, da že zdaj, ko imajo najbolj trdno večino praktično v državnem zboru, kar jih pomnimo, ne, od samostojnosti, imajo velike težave pri vladanju. Ne. Zdaj če bo pa tam neka vlada, ki bo še šibkejša, kjer ne bo neke jasne zmagovalke, niti ne relativnega zmagovalca volitev v vladi, ne, potem pa bodo te probleme samo še večji. No, mi se doktorja Prebiliča zdaj nazadnje spomnimo po tejle izjavi, poglejmo. I will speak in Serbian language, drage kolege. Usmrćeno je 15 ignorirajućih ljudi, a 2 teško povređeno. Ovo je izazvalo masovne proteste širom Srbije. You are not being interpreted, dear colleague. Sorry? You are not being interpreted. You need to speak a language in EU official language. Okay, I will say it in English. No, takole, ne, zdaj na tole njegovo uporabo srbščine, pa potem seveda angliščine, ne, bog ne daj slovenščina, ne, je protestirala hrvaška poslanka Željana Zovko, mi nismo kaj prida protestirali, ne, ker Hrvati imajo državo, mi pa ne vemo kaj, ampak dobro, zdaj koliko njemu vendarle to lahko škoduje v tej kampanji? Mislim, da v kampanji, ki dosti ne, mogoče mu lahko celo koristi pri nekem določenem delu volilnega telesa, ki je etnično ali pa po poreklu iz Srbije. Ne. Bi pa rekel tole, no, na to njegovo izjavo, da pred kratkim preminuli, roker Bora Čorba se verjetno zdaj v grobu obrača, ne, ker to spominja malo na tiste njegove dunajske konjušnike. Ne. Skratka, zakaj bi nek slovenski evropski poslanec govoril v srbščini v Evropskem parlamentu? Zdaj,
zato, da bi ga razumeli, ne, je pač po moje žaljivo ali pa podcenjujoče do njih, ker verjetno v Srbiji razumejo tudi kak drug jezik, razen srbščine, ne. Zato, da pač pa, da bi se jim prikupil, ne, po domače rečemo, v rit lezo, pa tudi ni nobenega posebnega razloga, ne. Ampak tu se vidi, da pač ljudje, ki jih mi izvolimo na neke funkcije, magari celo funkcije evropskega poslanca, pa to izobraženi ljudje, ne, z neko kariero za sabo, univerzitetnega profesorja, župana v končni fazi Kočevja, ne, se pač tam znajo obnašati, ne. In težava naša je, da nam pač kritična masa teh ljudi, ki se ne znajo obnašati na političnih funkcijah, ki jih zasedajo, nam strmo raste, ne. Ta hip imamo vse 3 glavne funkcije politične v Sloveniji s takimi ljudmi zasedeni, ne, ki se po nekaj letih upravljanja funkcije ne znajo obnašati. Vidimo, da se zdaj to širi že navzdol, ne, na evropske poslance, vidimo, da se to širi navzdol na navadne poslance, da tako rečemo na rekovajih v državnem zboru, ne. Skratka, zadeve grejo v zelo napačno smer. No, seveda se je tale kampanja začela, lahko si to razlagamo, da se je začela tudi pri pobudi Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta, za višje plače državnih svetnikov. Poglejmo. Vsi na 67. razredu, a ne edino državni svet, so spustili na 65. Tu ne gre za denar, ampak tu gre za odnos do državnega sveta. Torej, res, odnos do državnega sveta, ga potrebujemo, ga ne, zakaj so vsi na 67. razredu, ja, ne, no? To je tudi, se mi zdi, neka taka večna debata v Sloveniji, ne, pač pogosto slišimo glasove, pa kar nekaj jih je, ne, da bi bilo treba državni svet ukiniti, da nima nobene vloge. Jaz kot pač nekdanji pač politik pa politolog po izobrazbi bi rekel, da se ne strinjam, ne. Tisto, kar me fascinira, je predvsem to, da ravno tisti, ki najbolj govorijo, ne, da v Sloveniji so vso oblast prevzele politične stranke, s čimer se sicer res osebno tudi ne strinjam, ne, ker vidimo, da praktično pravih političnih strank niti nimamo, ker jih nismo niti naredili. Tisti trdijo, ne, da bi bilo treba državni svet ukiniti, ne. Državni svet je ravno sicer res v osnovi neka ostanlina pač prejšnjega sistema, ne, samoupravljanja, ampak po drugi strani pa je nek reprezentant interesov, ki niso interesi političnih strank, ne. In kot tak se mi zdi, da je koristen, ne. Pa če ne zaradi drugega, samo zato, da pač kdaj izglasuje kakšen veto na kakšen nor zakon, bom kar pač neposreden, pa da politiki strankarski možnost, da ponovno premisli, ne, o tem. To se mi zdi, da pač pozivi k ukinitvi državnega sveta niso pravi, no. Kar se tiče pa samih plač, ima pa pač predsednik državnega sveta prav, ne. Se pravi, navadili smo se v Sloveniji, da je treba vsem plače dvigniti, ne. Načeloma jaz to podpiram, ker ne, pač boljši ljudje, bolj kvalificirani se bodo potegovali za te višje plače, bolj motivirani, da dobro delajo, ne, v dobro vseh nas. Zakaj bi recimo edino državni svet pa bil tu kaznovan, ne? Ja. To je spet neko tako čudno sporočilo, ampak kaže na to, ne, kar se pogovarjava praktično ves čas, ne, da pač ljudje, ki sprejemajo te odločitve, enostavno ne vejo, kakšne bojo posledice teh njihovih odločitev, ali pa imajo neke čisto osebne motive, ne. Mogoče je kdaj, ko sem prej rekel, državni svet pač izglasoval kakšen veto na kakšen zakon, užaljen, ki potem mogoče ni šel skozi, ker v drugo ni dobil pač absolutne večine v državnem zboru, ne. Zdaj jih bomo pa mi zafrknili, ne, da ne uporabljam kakšnega hujšega kot računsko sodišče, izraza, ki je pri nas na Štajerskem uporabi, ne, jih bomo pa mi zafrknili, se jim bomo maščevali na ta način, tako kot pravite, ja, kot smo se maščevali računskemu sodišču, pa še komu, ne. Ja. To so zelo take otročje ravnanje, no. No, ampak dvodomni parlament je praktično znan povsod, ne, za te checks and balances, kot pravijo, ne. Ja, ravno zaradi tega, kar pravim, ne. Še posebej v času, ki ga ta hip živimo, ne, ko je v bistvu parlamentarizem v Sloveniji tako rekoč suspendiran, ne. Aktualna predsednica državnega zbora pač je dejansko spremenila parlament, ne samo v glasovalni stroj pač vladajoče koalicije, to je bil že prej, ne, ampak si aktivno prizadeva, da opozicija politična ne bi mogla v parlamentu sploh delovati, ne. Jim jemlje besedo, jih kaznuje, jih ne pusti k vzvodom odločanja, ne. Pravne telovadbe se grejo z nekimi preiskovalnimi komisijami, ne, ko pač v bistvu Robert Golob samega sebe preiskuje, tako rekoč, ne. Skratka, ravno v teh časih rabimo nekoga, kot je državni svet, ne, ki ni v to dnevno politiko vpet na tak način, kot je recimo parlament, državni zbor.
In v prid temu, kar ste rekli, je tudi to, kar se je zgodilo ta teden. Recimo 3 poslanci Nove Slovenije, najprej Matej Tonin, ki je evropski poslanec, potem pa Janez Žakelj, Jožef Horvat in Jernej Vrtovec, so se znašli v predkazenskem postopku. Zdaj poglejmo, zakaj, kako je to razložil gospod Tonin. Ker smo na seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb glasovali za sklep, da se na policiji opravi nenapovedan nadzor. Pa dobro, se to smejo, ali kako? Ja, zdaj, če je to res, ne? Ja. Če je to res, kar pravi pač evropski poslanec in predsednik Nove Slovenije, ne? Potem je stanje še bolj zaskrbljujoče, kot smo mogoče do včeraj mislili, ne? Ampak veste, gospa Petrovčič, v Evropi, kjer lahko pač suspendirajo predsedniške volitve v eni državi članici, ne? Pa pol celo zaprejo pač kandidata, ki je dobil največje število glasov, je vse možno, ne? Očitno tudi to, da se kazensko ovadi poslance, zato ker so opravljali svoje delo, ne? Ja. Zdaj, morali bi zvoniti vsi alarmi, ne? V Sloveniji, pa tudi v Evropi v zvezi s tem, ampak vidimo, da noben alarm ne zvoni. Zdaj lahko se vprašava, zakaj ne. Mogoče smo se že navadili, da ne rečem razvadili, ne? Ker imamo predsednika vlade, ki je v več postopkih, ne? Ker pač smo izvedeli sredstev javnega obveščanja, ne? Imamo predsednico državnega zbora, ki je zdaj tudi v nekem postopku, ne? Čakamo, da bomo izvedeli, da bo tudi predsednica republike v kakem postopku. Skratka, mogoče ne, so rekli, da pa ne bojo samo te v kakih postopkih, ne, pa pač pa naj bodo še teli. Pa naj bojo še te iz Nove Slovenije, ja. Zdaj, po tem, kar do zdaj vemo pa pač samo to, kar so povedali te, ki so v tem predkazenskem postopku, je pač vse smrdi na to, da gre za res nek spet politični obračun, politično zlorabo pač policije, ne, oziroma pač organov pravosodja za to, da se kaznuje, disciplinira ali pa preprosto umaže pač neke opozicijske politike. Ne. No, ampak ti poslanci so pač želeli s tem sklepom Knovsa, da bi pregledali, katerim telefonom so prisluškovali, ker to je bilo ravno v času, ko je prišla ven odmevna afera o Darsu, ne, in o tistih poslih, pa odvetnice in tako naprej. Torej, zdaj tisto, kar se je potem zgodilo, je, da tako je Tonin pač ugibal, da je za te številke vedela tudi Vesna Vuković, ne. Torej, Vesna Vuković je potem, so se vprašali, kako je zdaj ona, ki je generalna sekretarka, v tistem času bila generalna sekretarka Gibanja Svoboda, kako je izvedla za te številke oziroma ugibajo, ali jih je dostavila policija. Ne, to bi bilo res v bistvu škandalozno. Pa se vidimo, ne, da na kak način ta oblast funkcionira. Ne. Po srbskem zgledu bi rekel človek, ne, če je prej pač evropski poslanec Prebilič govoril v srbščini, ne, ni treba govoriti o srbščini, zato da vidimo, da srbski zgledi pri nas, ne, pod aktualno oblastjo v slovenski politiki, da ne rečem družbi, močno vleče. Ne. Se pravi, po srbskem zgledu pač imaš dostop do nekih notranjih informacij, ne, ki so mogoče ali pa praviloma celo tajne, ne, in je kaznivo dejanje, da jih pač objavljaš in pa jih selektivno pošiljaš v javnost, ne, v selektivno v sebi prijazne medije z namenom, da pač očrniš svojo politično opozicijo. Ne. Nedolgo nazaj je bila spet obletnica pač umora takratnega srbskega premierja Zorana Đinđića, ne, se pravi praktično zadnji politični umor v Evropi, tako rekoč, ne, in kako se je tam začelo. Pač za kampanjo umazano, ne, v določenih medijih proti pač srbskemu premierju, ker so bolj ali manj odkrito pozivali na njegovo likvidacijo, ne, in potem so bili vsi presenečeni, ko so človeka dejansko likvidirali, ne. Jaz se bojim, če bomo iz te faze kazenskih ovadb, jaz upam, da bojo pač, če je ovadba res taka, kot pravi gospod Tonin, da bo pač zadeva hitro padla, ne, in da se bo pač tovrstne zlorabe v prihodnje preprečevalo. Prevelik optimist pa nisem glede tega. No. Mislim, da bo zadeva žal šla v drugo smer,
to smer pač srbizacije slovenske politike, ne, kjer bodo dovoljena vsa sredstva za to, da se politične nasprotnike onemogoči. Ne. No pa to prav gospa Vuković, ki menda je dobila tudi neko nakazilo od GEN-I-ja in še danes ni pojasnjeno. Saj to je to, kar je največji problem. Ne? Ja, saj tu so pač te nepojasnjene stvari se sam kopičijo. Sprav ta nakazila, zakaj je ona recimo, zakaj katerakoli novinarka pač potrebuje ali pa kaj je storila takega za neko državno firmo, ne, ki je v bistvu monopolist, ki prodaja elektriko iz jedrske elektrarne Krško, da si zasluži honorar v višini 100.000 evrov. Ne. Potem smo imeli primer ukradene identitete premierja, ker pač v Romuniji nekdo v njegovem imenu odpira bančne račune, za kar on nič ne ve. Zdaj smo ugotovili, da GEN-I nakazoval znatna finančna sredstva tudi v tujino na nek bančni račun v Italiji, na nekih 20 milijonov evrov. Tudi to ni še nihče pojasnil, pač zakaj gre. Ne. A veste, gospod Petrovčič, včasih sem kar mal jezen, no? Ker po eni strani smo zelo dosledni, ne, pri tem, kam gre davkoplačevalski denar, pa prav je tako, ne, v smislu pač vsak, ki je javni uslužbenc, moramo vedeti, kako visoko plačo ima, pa pač kaj s to plačo počne, mal da ne in tako naprej. Ne. Po drugi strani pa tu neki 20 milijonski zneski, pa kot bi rekli Srbi, nikome ništa. Ne. Se pravi, ta dvojna merila so v nebo vpijoča in kažejo na to, ne, da je Slovenija pravna država zgolj še na papirju in kar je mogoče za nas navadne ljudi še hujše, da je enakost pred zakonom velja zgolj še samo na papirju. No, ampak kljub temu je pa o tej aferi, če tako rečemo, z Novo Slovenijo in s temi ovadbami spregovoril tudi dr. Peter Gregorčič in on pa vidi takšno ozadje te afere oziroma zakaj pravzaprav gre. Poglejmo. In ne bi izključil, da morda ta Nova Slovenija je pa vseeno malo taktična v pravem trenutku, se pravi, vržeš meso šarkom, ne, se ukvarja z Novo Slovenijo, v ozadju pa ti razgradi zdravstvo, pri čemer pred zdravstvo samo eno misel želim povedati, Robert Golob je govoril o tem, ne, da so zdravniki paraziti na zdravstvenem sistemu, jaz pa vem, kdo je parazit na zdravstvenem sistemu in parazit na zdravstvenem sistemu so tisti prekupčevalci za medicinsko opremo, ki se iz te blagajne napajajo in njihov cilj je, ne, da svojega gostitelja, ne, torej zdravstveno blagajno težko skoraj 5 milijard evrov, ne, če imaš tam 10% FIA, govorim na pamet, je to 500 milijonov, ne, držijo čim večjo. Ne, in zdaj, če bi mi zdravstvu omogočili, da bi lahko vsak prišel do zdravnika, tudi preko zasebnikov, bi se ta vreča tega gostitelja, teh pravih parazitov v zdravstvu, to so tisti prekupčevalci z medicinsko opremo, naprimer, ne, bi se zmanjšal in njihov FI, recimo, če bi šlo iz 5 na 3 milijarde, figurativno govorim, da bodo gledalke in gledalci razumeli, o čem govorim, bi iz 500 milijonov se njihov gostitelj zmanjšal samo na 300 milijonov in samo za to. No, samo za to gre. Ne. Pravzaprav je res, da prav ta teden, prav te dni, ne, danes in mogoče bo to danes sprejeto, se sprejema ta zelo glasna zdravstvena reforma, pa omenimo samo dve zadevi. Namreč najprej tole, kar je rekel dr. Gregorčič in seveda že vrsto let opozarjamo, ampak nihče se točno ne skoncentrira in ne osredotoči na to, na pravzaprav Zavod za zdravstveno zavarovanje, na teh 5 milijard, na dobavitelje. Ne. Mogoče je tu en razlog, da se druge afere in ovadbe in kazenski postopki stresajo vse okoli, da malce preusmerijo pozornost. Ja, mogoče, čeprav jaz se bojim, da tako kot imamo zdaj, sploh ni treba preusmerjati pozornosti, ne? Ker gre vse enostavno pač mimo. Ne? To, kar se midva pogovarjava, da nobeni alarmni zvonci ne zvonijo, ne? Mogoče je tudi kak motiv preusmerjanja pozornosti, jaz sicer mislim, da so bolj kaki še pritlehnejši motivi, se pravi nekega osebnega maščevanja, ne? Kako sem rekel prej, onemogočenja političnih nasprotnikov v igri, ampak, veste, psi lajajo, karavana gre dalje, skratka nič se ne zgodi. Ne? Ta razgradnja slovenskega zdravstvenega sistema je res grozljiva, posebej še zato, ker jo delajo tisti, ki so po besedah, ne, pa po lastnem prepričanju največji branilci javnega zdravstva pri nas. Ne? In nisem mislil, da je to mogoče, ampak zdaj bi pa skoraj rekel, da jim utegne na našo skupno žalost, ne, ker vsak med nami je lahko jutri pač bolnik oziroma pacient, ki potrebuje zdravstvene storitve. Mogoče jim bo celo uspelo, no, da bodo pač dokončno
razgradili javni zdravstveni sistem, ker če bo ta zakonodaja, ki se danes sprejeta, oziroma če bo začela veljati, ker verjetno bojo kakšni postopki v zvezi s tem tudi še sproženi, glede na protiustavne in druge sporne rešitve, ki so v njej vsebovani, potem se bojim, da bo pa res prišlo do eksodusa zdravnikov iz javnega sistema v zasebnega, in pač da drugače kot pri zasebniku do zdravnika več praktično v Sloveniji ne bomo mogli priti, kar seveda ne bo težava za tiste, ki in kradejo identiteto, da odpirajo račune v Romuniji ali pa ki nakazuje 20 milijonov evrov v Italijo, za nas ostale smrtnike pa precej bolj. Ampak kaj bo potem s temi dobavitelji? Tudi oni bodo na nek način. Ja, dobavitelji, ne vem, če bojo ravno na slabšem, a veste, oni bojo še smerom dobavljali medicinsko opremo. Ja, samo zasebni zdravnik ne bo plačal. Ne zasebno, vse v javne zavode bodo dobavljali medicinsko opremo, sam nikogar ne bo tam, ki bi z njo pač upravljal oziroma ki bi jo uporabljal. Jaz se bojim, da bo šlo za to. Saj imamo primer, gospa Petrovčič, teh nesrečnih računalnikov. Koliko časa že, kar se je ministrica poslovila, koliko časa že, odkar smo izvedeli, da je nabavila te računalnike, pa še zmerom ždijo v Menda so zdaj tik pred tem, da ali pa so jih že razdelili, tako sem nekje bral. Ja, to je podobno kot tisti vic o ludožercih, jih ni, smo včeraj zadnjega pojedli. Tako da gotovo bojo razdelili vse računalnike v 3 letih, ampak kdo ima kaj od tega, razen seveda tistega, ki je dobavil te računalnike in ki mu je država plačala, pa seveda tega, ki jih je zdaj skladiščil. Tako da na ta način, veste, se da tudi v zdravstvu, to, kar je kolega Peter govoril, pač ohraniti tisto skupno maso sredstev. No, tudi dr. Brecelj je opozarjal prav zdaj te dni na te dobavitelje, da tu je ta srž problema, ampak še ena tema se je odprla prav v tem tednu in sicer ali si smejo koncesionarji deliti dobiček. Dobro, zdaj koncesionarji imajo zasebna podjetja, jaz ne vem, a mi gremo čisto to komunistično revolucijo, ali kaj se zdaj dogaja. Seveda je potem ministrica, pa finančni minister sta rekla, da ja, to pa tega amandmaja, ki je bil amandma koalicije, ne bi podprli. Kaj se zdaj dogaja? Dogaja se to, kar se dogaja že ves čas. Se pravi, imamo tu neko histerijo, bi jaz rekel, neko sveto vojno proti zdravnikom, proti vsem praktično, ki recimo so uspešni ali pa nekako služijo denara, po predpisih, ki veljajo, ker sej koncesionarji niso neki črnoborzijanci ali pa pač to ne gre za neko delo na črno ali pa neko protizakonito delovanje. To je delovanje skladno z zakonom, zakaj prihaja do koncesij, zato ker javna zdravstvena mreža ne uspe pač vseh potreb pokrita po zdravstvenih storitvah v Sloveniji. Sej je verjetno nama pa vsakomur, ki naj ta hip posluša, jasno, da če bi vsi lahko vsak čas prišli do kvalitetne zdravstvene storitve v javnem zdravstvenem sistemu brezplačno, zakaj bi potem kdo sploh hodil k zasebnikom. Skratka, koncesije so pač primer, da se razširi mreža zdravstvenih izvajalcev, da se razširi pač ponudba zdravstvenih storitev in tega bi moralo biti več. Jaz osebno se zavzemam za sistem, po katerem pač bi košarico pravic, ki se pač financira iz javnih sredstev, zavarovalnica zdravstvena, ne zavod, kot je zdaj, povrnila pač ne glede na to, kje si ti to storitev koristil. Ker se to je interes. Kaj pa je interes države? Če država pač recimo plačuje za, ne vem, operacijo kolka, kaj je pomembno, kje se je ta operacija zgodila? A recimo v Slovenjgraški bolnici ali v nekem zasebnem kirurškem sanatoriju v Rožni dolini v Ljubljani. Važno je, da je pač pacient dobil tisto storitev, kar je potreboval, da mu zdaj kolk funkcionira in če država to sofinancira, zakaj ne bi to sofinancirala, ne glede na to, kdo je to naredil. Mi pa pač imamo neko drugo logiko pod to oblastjo, to pa je, zdravniki so dvoživke, sicer ne vem, kaj imajo proti dvoživkam, to bi bilo zanimivo sprožiti vprašanje, ampak zdaj niso več dvoživke, so še paraziti, ne vem, kaj bo naslednji pač izraz, kaj bo smrtonosni virus ali kaj tazga, skratka, in jim je treba zdaj stopiti na prste. In ne samo, da so paraziti, še masno služijo pri tem in imajo celo nek dobiček in ne vem, kaj še vse. Dobro delajo, Ja, se tudi javni zavodi lahko imajo pač dobiček, pa pač so ga zavezani reinvestirati, se tudi zasebnik lahko dobiček reinvestira, dajmo jim to prepovedati. Se pravi, enostavno bi rekel, nek ta
ne znam tega niti opisati. No. Je ta komunistični refleks, ne, ja, pa, ne sme nič zaslužiti razen naša elita. Ja, čeprav takrat smo videli, da pač je bilo manj tega gneva, da rečem v narekovajih, ker tisti, ki so bili pač na visokih funkcijah, ne, so imeli več kot ostali. Ne. Pa ni bilo takega gneva, kot recimo zdaj, ko pa nekdo pač nek XY, se pravi nekdo, s katerim nič nimamo, ki ni do tega prišel po nekih političnih povezavah ali pa kaj se pa v nekem enopartijskem sistemu, pa zdaj mi bomo njega kaznovali, ne, zato ker je pač bolj uspešen od nas. Ne. Tu ne vem, s čim bi to primerjal, ne, ampak če bi šla na področje športa, ne, to pomeni, da pač tiste tri, ki bi bili na odru za zmagovalce, bi pol kaznovali, kaj, zato ker so se bolj potrudili od ostalih. Ne. To se pravi, te paraziti so potem na tej strani, ki uničuje zdravstvo, ker oni bi radi brez dela očitno s to mentaliteto nekaj imeli. Ne. Predsednik vlade, ne, ki je rekel, da so zdravniki paraziti, bi se moral pogledati v gledalo, ne, ker če mi pogledamo realno največji parazit v slovenski politiki, ta hip je verjetno on, ne. Ker to, da sam se praktično prodaja elektriko, ne, po ceni, ki jo sam določi, ne, da najprej podpre en sistem omrežnine, pol ko ugotovi, kar je tudi zaskrbljujoče za nazaj, da to je slabo zanga, ne, ker bo 800-krat več plačeval za omrežnino v svojih teh solarnih elektrarnah, kot je do zdaj, ne, pa reče, da je to grozno in da do tega ne sme priti. A veste, tako da na tak način je to bolj spominja na neko parazitiranje na javnih sredstvih, na državnem proračunu, kot pa to, kar počnejo zdravniki, ki imajo tudi zasebno prakso. Ne. No, da se je pač tale predvolilna kampanja že začela, kaže tudi tale predlog koalicijskih strank, da bi umaknili oznako tajno z dokumentov o trgovanju z orožjem po osamosvojitvi. Seveda je pa opozicija rekla, da se s tem strinja, vendar je treba umakniti oznako tajno tudi iz tistih dokumentov iz leta 1945 in vsega, kar smo doživeli v prejšnjem režimu. Ja, zgledi vlečejo, ne, zgleda, da tudi svetovni ali pa ameriški zgledi vlečejo, ne, očitno pač tako oblast kot opozicija gledata pač, kaj se dogaja v ZDA, ne, in potem prvak opozicije začne hoditi na neke podcaste, ne, plačljive, vlada bi pa zdaj umaknila oznako tajnost dokumentov, zdaj, jaz ne vem, so šli oni brati te dokumente, ne, ker, a veste, pač, umik oznake tajnost dokumentov o umoru pač takratnega ameriškega predsednika Kennedyja nima kaj dosti posledic za aktualno politično situacijo. Ne. Tle pri nas je očitno to motiv. Ne. Se pravi, da bi pač očrnili prvaka opozicije s tem, ko bi pač umaknili oznako tajnost teh dokumentov. Ne. Ampak to, gospa Petrovčič, to je nesmisel. Ne. Se pravi, mi ne moramo se z državo na tak način igrati. Ne. Spet zato, ker imamo nek politični motiv, zato, ker pač ne maramo Janšo, se mu želimo maščevati, ne, pa predlagamo neko tako nebulozo. Ne. Kar se tiče pa volilne kampanje, je pa itak permanentna, ne. Spet po srbskem zgledu, se pravi, mi smo vsak dan v volilni kampanji, začnemo prvi dan po volitvah, ne, in predsednik vlade očitno, ne vem, da ali ima kakšne bonuse za to, ali pač enostavno zbira nadure v tem. Ne. Sej vsak dan izstreli neko tako izjavo, da se človek pač je v skrbeh za njegovo zdravje, ne, duševno, po drugi strani se pa začne križati, ne, kot je recimo ta, odpirali bomo toliko gradbišč, kot jih nismo še nikoli, ne, gradimo stanovanja, ki so jih sicer zgradili drugi, mi jih samo odpiramo, ne, in tako naprej. Skratka, ta volilna kampanja zgleda, da bo zdaj do volitev kar pa permanentno. No. No, in apropo teh stanovanj, ne, dejansko so obljubljali, ne, 20,000, pa 30,000, in ne samo to, ne, obljubljali so, Mesec je obljubil 7 evrov na kvadratni meter. Ne. Zdaj pa poglejmo zdaj, kako je to bilo v eni od oddaj. Glejte, kaj bomo mi naredili. V Slovenijo, in to programiramo že 3 mesece, čeprav nimamo pristojnosti in imamo pri tem zelo oteženo nalogo. Programiramo pa že 3 mesece z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za delo model, ki bo v Slovenijo prenesel avstrijski model javnih najemnih stanovanj, kjer bomo gradili po stroškovni ceni 7 evrov na kvadrat, kjer bo del oskrbovanih stanovanj, kjer bo... Dobro, stanovanjska problematika seveda je... 7 evrov na kvadrat je cilj.
To je cilj. Taka cena je na Dunaju. Koliko bo to državo, davkoplačevalce stalo? Govorimo o ministrstvih ali o stanovanjih. Pustimo stanovanja primeru. Koliko bo stalo eno stanovanje? Dobro, ampak nismo zdaj, ni tema stanovanja, zakon o vladi, gospodje, gospe in pa razširitev ministrstev. Cilj pa je v Sloveniji po celotni državi. Dobro, hvala stanovanja, bomo pustili zdaj primeru. Dobro, 7 evrov, ne, mislim, to so res pravličari, no, ali kaj bi človek rekel, ne, se ne moreš sploh resno. Ja, vse smo videli, ne, se pravi, mesec po domače, v 3 mesecih programiramo, ne, program iz Avstrije, kjer bomo 7 evrov na kvadratni meter, 3 mesece že to programiramo, ne. Države se ne da voditi na tak način, ne. Ja. Neke minimalne izkušnje v enem segmentu, pač na področju resorja takratnega za izobraževanje, znanost in šport imam tudi sam s tem in vem, da je temu tako, ne. Skratka, neugodno je, no, če ti poskušaš z nekimi X čivki na X-u, ne, če se temu še reče zdaj čivk, ali pa X-i na X-u z nekimi objavami v medijih, ti probaš nekako pokazati, kako si ti uspešen, kako ti gre dobro, kako si ostali pred tabo niso imeli pojma. Ne? In ta stanovanjska zgodba je podobna. Ne? To je pač številka vsak dan druga. Ne? Spominja na tisto Radio Erevan. Ne? Se pravi, nič ni res, ne? Ampak drži to, kar smo povedali. Ja, no, se približno tako govorijo. Ampak vendarle, ne, s temi planskimi ukrepi, centralno-planskimi gospodarskimi ukrepi, tega ne bodo mogli narediti, ampak po drugi strani... Prostite, minister rekel, da nimajo pristojnosti, ne? Ja, no. Imajo blazne težave, ker nimajo pristojnosti. Zato se pravi, namesto da bi se ukvarjali s tem, za kar imajo pristojnost, ukvarjajo s tistim, za česar nimajo pristojnosti. Ne? No in po drugi strani so pa praktično v strategiji v bistvu napovedali, da bo manj zazidljivih zemljišč. Ne? Mi pravzaprav že tako imamo Evropo, Naturo 2000 in praktično pol Slovenije zablokirane, ne moramo delati nič na tej Naturi ali pa zelo malo. Ne? Zdaj tudi v strategijo dajemo manj teh zazidljivih zemljišč. Kaj sploh delamo? Ne? Ali levica ve, kaj dela desnica? Mislim, ne v političnem smislu, ampak tako prislovnično. Ne vem, gospa Petrovčič, ampak vsej tudi v Avstriji, recimo v sosednji Avstriji imajo Naturo 2000, ne? In vam povem iz prve roke, ko smo bili tam na smučanju ob tabli, kjer piše, da gre za območje Natura 2000, ne, je gorska oskotirna železnica. Se pravi, očitno se da kaj narediti tudi na območju Nature 2000, edino v Sloveniji se tega ne da. Ne. Ne, levica gotovo ne ve, kaj dela desnica. Problem je tudi, da nobena roka zase ne ve, kaj počne. Ne. Se pravi, levica ne ve, kaj dela levica in desnica ne ve, kaj dela desnica. Ne. Z izvorno nemškim pogovornim izrazom pri nas doma na Štajerskem bi temu rekli popolni ausgleis. Se pravi, mi smo iztirili v celoti in zdaj se blazno trudimo nazaj prideti na tire in bolj, ko se trudimo, bolj del smo od teh, bolj smo iztirjeni. Ne? In vse je na nek način neugodno, da moramo na ta način to komentirati, pa da se skozi ponavljamo kot gramofon, ampak zato dejansko gre. Ne? Skratka, če bi se dali na ta način reševati stanovanjski problem, ne, da bi država iz javnih sredstev zgradila neprofitna stanovanja in noter naselila vse, ki potrebuje stanovanje, potem bi to katera druga država na svetu že naredila. Ne, recimo. Vidimo pač, mogoče to imajo na Kubi, pa tam tudi ne funkcionira, druge pa tega ni. Ne. Skratka, na ta način se to ne da. Ne. Posebej se pa to ne da v državi, kot je Slovenija. Ne. In zdaj nekako se ne more človek znebiti občutka, da vse, kar se dela zato, da se dela, zato, da bodo zaslužili tisti, ki bodo to delali, ne, se pravi tisti, ki bo te stavbe gradil, kjer bo ta stanovanja noter, tisti, ki jih bo opremljal in tako naprej, in da bo pol na koncu nekdo to zlorabil. Ker na končni točki mi zmerno pridemo do tega, da še najboljši nameni, ne, lahko priznava recimo bivši ministrici za digitalno preobrazbo, da je imela recimo neke dobre namene s tem, da je nakupovala tistih ne vem koliko računalnikov, ne, ampak smo videli, kaj se je zgodilo s temi dobrimi nameni. Ne. Pač naš problem je ta, da tudi tisto, kar dobro namerno naredimo, se na koncu sfiži.
No in ta zloraba dobronamernih namenov je očitno postala očitna tudi pri odstopu direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike. Namreč povsem dobronamerno smo mi spremljali neke domnevne nepravilnosti, ampak v osnovi je šlo za to, da se znebijo tega direktorja gospoda Zalarja. Zato, ker zdaj potem je gospod Zalar v nekem intervjuju povedal, da se to dogaja zato, ker bi se radi dokopali do osebnih podatkov, mogoče tudi politikov, ki so se zdravili, ki se zdravijo v tej kliniki. Kaj menite, je to možno? Ja, ali pa sigurno je možno, ali pa prikrili podatke o kom, ki se zdravi v tej kliniki. Generalno gledano bi pa rekel, pač želijo se znebiti vsakogar, ki govori, misli kaj, kar jim ni po volji. In takih ljudi se želijo znebiti. In potem gledajo, kako bi človeka lahko onemogočili in gotovo pač, če direktor klinike kdaj nalije čistega vina v zvezi s kakšno politično agendo aktualne oblasti iz svojega strokovnega področja, je to za njih moteče. In vsak, ki vstopa v javni prostor in kritično razmišlja o aktualnem trenutku, je pač lahko potencialna tarča. No in manever je bil ta znan, seveda, ker minuli četrtek je vlada na hitro razrešila 4 člane sveta Univerzitetne psihiatrične klinike, med njimi tudi predsednika Tomaža Subotiča, sicer znanega podjetnika, ki je glasoval za Zalarja in zdaj bodo namestili neke nove. To je ta scenarij tudi v teh javnih zavodih. Se zamenja del sveta in se potem doseže svoje. Ja, se pravim, pač nič nismo slišali, kaj je bilo tako nujnega, zakaj je bilo treba direktorja zamenjati. Nobenega pojasnila nismo dobili. Ne vemo praktično, kdo ga bo nadomestil. Nihče ni prišel pa rekel, ta je slab, bo boljši, ali pa v čem bo tisti boljši. Kaj smo naredili, klinika je ta hip brez direktorja. Se pravi, to je edino, kar smo naredili. In pač zdaj bomo še nekaj ljudi zamenjali, zato ker so tam glasovali po svoji vesti. Sej verjetno tisti člani sveta zavoda bolj švejo, kot pa pač kdo na Gregorčičevi, kako je realno stanje. In so verjetno glasovali v skladu s tem. In bo je zdaj za to kaznovanje. Kar bo pač sporočilo novim predstavnikom države v kjeremkoli telesu, pač če boš racionalno razmišljal, če boš razmišljal svojo glavo, pač boš kaznovan. Ja, ali pa se mogoče lahko kakšen politik ali pa političarka boji na položaju, če ima kartoteko v tej psihiatrični kliniki. Ja, ampak zakaj, gospa Petrovčič, bi se pač, vsej mi vemo, da so pač zdravstveni podatki so zasebna stvar. Zdaj, pri politikih jasno, da je ta toleranca večja kot pri drugih. Ampak to bi mogla biti pa res že kar huda teorija zarote, da greš ti menjati direktorja psihiatrične klinike zato, da tvoj dosje ne bo prišel v javnost. A direktor psihiatrične klinike, kdorkoli že to je, tisti trenutek, a hodi okoli po Sloveniji, ko poštar pa pač v nabiralnike nosi pač te neke zdravstvene kartoteke pacientov, ki se tam zdravijo. Jaz upam, da se to ne dogaja. Ali pa lahko pride v kakšen medij. Ja, predstava spet ta. Bomo mi imeli tam svojega človeka, ki nam bo dal te podatke in mi jih bomo mi potem objavili. To je zelo perverzno, kaže pa na ta modus operandi, ljudi, ki so blizu aktualnemu predsedniku vlade, ki so mu pomagali že, ko je bil še v gospodarstvu in ki mu očitno na nek način pomagajo tudi zdaj, ko ni več, ko je v politiki. No, ta teden smo bili priča tudi poročanju o novi volilni kampanji za novega rektorja Univerze v Ljubljani. Zdaj slišali smo, da obstoječi doktor Gregor Majdič zelo veliko potuje. On je pravzaprav od nastopa oktobra 2021 opravil 54 službenih potovanj. To je kar precej, praktično je obšel cel svet. Nekje je bil objavljen ta globus in vse te pikice, kam je šel. Zdaj, jaz ne vem, imate vi občutek, da je ta naša univerza res tako visoko na tej lestvici kakovosti, na pomembnosti, zakaj more toliko potovati? Ja, jaz sem tu zdaj pač moram
biti iskrena, ne? Na nek način sem lahko v teoriji pristranski, oziroma kot se reče temu po angleško, moram dati disclaimer. Ne? Ja. Prvi je ta, da sem pač pred leti del časa služboval na sedežu univerze, na rektoratu, ne? To je ta stavba, ne? Deželni dvorec, ki je res zelo lepa. Ne? Nad slabega univerzi, ampak stavba je taka, da bi mogoče kakšna druga državna inštitucija tudi lahko tu noter delovala. Ne? To je prvi ta disclaimer v narekovajih, drugi je pa ta, da pač osebno poznam pač eno izmed kandidatk za rektorco, ne? Se pravi profesorico ekonomske fakultete Metko Tekavčič. Ob tem, ne, pa to glede aktualnega rektorja bi rekel to, ta potovanja pač še posebej, če so tako pogosta, če odstopajo od neke dolgoletne prakse in če ni rezultatov teh potovanj, ne, ker to se nekako podtono razume, da se učita, ne, aktualnemu rektorju, ki ponovno kandidira, so problem, ampak veste, gospod Petrovčič, za mene je največji problem univerze v Ljubljani vse od takrat, ko se je prvič univerza v Mariboru uvrstila na šanghajski lestvici univerz pred Ljubljansko univerzo. Pa nič slabega, ne, z vsem spoštovanjem do univerze v Mariboru, ampak to je pač nelogično. Ne. Če pogledamo pač tradicijo obeh univerz, potencial, tudi v končni fazi, številke, bi moralo biti obratno. Ne. Da ni, to bi morala biti težava univerze v Ljubljani in tisti, ki imajo volilno pravico, se pravi zaposleni na univerzi plus študentje. Ne? Če bi jaz bil na njihovem mestu, bi pač od kandidatov, ki kandidirajo za rektorja, zahteval pač odgovor na to vprašanje. Ne? Kako bomo mi dosegli, da bomo vsaj v Sloveniji najkvalitetnejša univerza, ne? Če že s tujimi se bolj težko merimo. Ne? Ta vprašanja zaenkrat nisem zasledil, da bi se pač v javnosti v zvezi s to kampanjo odpirala, ne? Ker če si bomo mandat aktualnega rektorja zapomnili samo potem, da je veliko potoval, ne? Potem se nam pa ne samo univerzi, ampak tudi Slovencem zelo slabo piše. No, ampak rektorat, ki ste ga tudi sami omenili, poznate ljudi ali pa, ne vem, poznate delovanje, v bistvu skriva podatke o tej porabi, ne? A je to prav? To pa... Ja, saj to je, veste, pač v času, ko sem jaz tam bil, ne, je šlo bolj za to, da se ohrani avtonomija univerze napram države. Ne. Pač takratna aktualna oblast je imela neko idejo, recimo, da bi kar država imenovala neke direktorje univerz in tako naprej, ne. Kar seveda ne gre, ne, ker pač tradicionalno gledano pač evropska univerza, ne, je utemeljena na avtonomiji, ne, takrat še od cerkve in od države, ne, in to se mi zdi vredno ohraniti. To pa, da zdaj skrivajo podatke, pač kaže na to, da jim je nerodno, ne. Vsej zaposleni na rektoratu, ki so tam del časa, pač vejo približno, koliko je kakšen rektor potoval, ne. To je ena stvar, druga stvar pa gotovo jim je rektor naročil, pač, da naj te podatke skrivajo, ker je ocenil, da bomo v kampanji to utegnilo škoditi, ne. Zasledili smo lahko tudi medijske zapise, ne, da kliče pač dekane, članic univerze, aktualni rektor in jih pač poziva, oziroma jim piše po elektronski pošti, ne, in jih poziva, da naj se udeležujejo pač predvolilnih aktivnosti. A veste, mislim, to je na tak spet, bi rekel, otroški, da ne rečem pobalinski način stvari potekajo, ne, da se človek res vpraša, zakaj tu gre. Ne. A gre tu za rektorja naše najstarejše in morala bi biti tudi najuglednejša, čeprav zdaj vidimo, da ni več univerze, ne. Ali gre tu za, bi rekel, pač neke bitke v svetu krajevne skupnosti iz kakšne od Partličevih komedij. Ne? Ja, ampak čakajte, to so težke in drage bitke, ne? Ker glejte, stroški v bistvu za reprezentanco so pa znašali recimo v letu 23 16.561 evrov, 24 12.800 prejšnja leta pa tam okoli 8.000. To je tudi kar precej draga reprezentanca, ne? Posebej, če vemo, da je pač rektor Majdič je bil favorit stranke Levica na prejšnjih rektorskih volitvah. Se pravi, imamo podobno situacijo. Ne? Levica je zelo levičarska, dokler ne pride na funkcijo. Ne? Vidimo koordinatorka stranke Levica, kulturna ministrica, ne? Bivši koordinator, minister za delo in tako naprej, zdaj tudi rektor Ljubljanske univerze. Ne? Skratka, fajn je biti levičar, ne? Dokler prideš do blizu pač korita. Ne? Ko si pa blizu korita,
potem pa na to malo pozabiš. Ne. In problemi se zdaj kažejo tudi s tem povečanjem plač v javnem sektorju. Smo lahko brali, zdaj fakultete že tarnajo, da odkot bo prišel denar, da ga bo v nekem trenutku zmanjkalo. Ne? Ja, seveda, ne, ker to je spet tipično za to oblast novih obrazov, ne, ki ne ve, kaj je to država, pa misli, da se svet vrti v skladu z njihovimi željami in pričakovanji. Ne. Če mi rečemo, da je zdaj sobota, da ni petek, ne, je pač sobota. In pa, ko pride pač sobota, ugotoviš, da je bila sobota že včeraj, kaj zdaj narediti. Ne. Jasno je bilo že, ko se je plačna reforma sprejemala, da bo težko zagotoviti finančna sredstva za tako visoke obveznosti, ne. In zdaj v praksi gotovo pač v proračunu tega denarja ni, ne? In proračunski uporabniki, ki so pa zdaj zavezani po pogodbah in zakonu, da to izplačujejo, imajo probleme. Ne? Ja. In problemi bodo, ne? Mislim, mogoče pademo še nižje na šanghajski lestvici. Ja, zagotovo. Ne? No, ampak seveda je zdaj ta teden, ko je bil pač materinski dan, ne? To je dan nevinega oznanjenja, ne? To je bilo pri nas mogoče kje druge, kaj drugače, smo pač zasledili podatek in seveda takrat je bil tudi letošnji prvi pohod za življenje, ki promovira življenje in rojstva. Zdaj smo zasledili podatek, da so Slovenke rodile najmanj otrok leta 23, torej v 102-letni zgodovini najmanj. Ne? To se pravi manj kot 17,000. Mislim, kaj se zdaj zgodilo? Pa še hujše je, gospa Petrovčič, ne? Od teh jih je približno polovica, da je reč 8,000, mogoče kakšna več, je bilo deklic, ne? Ki so se rodile. Se pravi, sicer vidimo, da zdaj je moderno, da tudi moški lahko imajo menstrualne krče, pa to. Ja, pa te vložke imajo. Jaz se upam, da vseeno, da bo samo pač ženski spol še naprej rojeval, ne? Če bo še naprej tako, potem je težko pričakovati, da bi teh 8,000 deklic imeli vsaka v povprečju po 4 otroke, da bi prišli na tisto, kar smo nekoč imeli, ne? In kar bi nam zagotavljali pač pozitiven prirast, ne? Kar zadeva odnos med pač rojstvi pa med smrtmi. Ne. Tako da to so zaskrbljujoče številke, ne. Ampak o tem nobena politika, niti vladna, niti katera druga pač ne govori, o tem ne teče debata. Ne. To je problem, ne, ki ga v Slovenci imamo, a veste, in tukaj bi morali mi kaj storiti. Ne. Tudi takrat, ko so sicer upravičeni kakšni pozivi pred tem pač vnosom, da ne rečemo odorom tujih kultur, pa pred tem, da bi pri nas pač se ta narodnostna sestava prebivalstva bistveno premešala, ne? Da bi pač se ta delež nacionalnosti, ki niso tradicionalno tu ali pa iz okolja, pač, ki je nam blizu, blazno povečeval. Tega strahu ne bi rabilo biti, če bi mi pač delali na naši nataliteti, po domače povedano. In jaz se bojim, da podatki za lansko leto, ko bodo dostopni, ne, bodo še slabši, kot so za leto 2024, in to bi nas morali skrbeti. Ne. Ampak, tako kot se pri univerzi pač očitno pogovarjajo o potovanjih rektorja, namesto da bi se pogovarjali o tem, kako postati čim bolj kvalitetna univerza, tako se tudi pri nas moramo žal pogovarjati v bistvu o tem, kako je predsednik vlade poimenoval zdravnike, namesto da bi se pogovarjali o tem, ne, ali bomo Slovenci kot nacija čez 50-100 let sploh še obstajali. Ja, ampak prav ta predsednik vlade je prva stvar, ki jo je ukinil, je bil ta urad za demografijo. Ja, absolutno, se on tega ne potrebuje. Ne. Zdaj sicer, kakor vidimo iz teh tračarskih revij, ne, bi naj njegova aktualna partnerka si želela otroka, ampak, a veste, jaz nisem Nostradamus, tudi ne poznam njunih razmer neposredno, ne. Bi si pa drzno ugibati, da potem, kako se predsednik vlade obnaša, on ne računa, da bi imel še kakšnega otroka, ne. In se pravi, ker on tega ne rabi, potem ni treba, da Slovenija to ima. Ne. Na tak način on razmišlja, na tak način razmišljajo praktično vsi aktualni reprezentanti oblasti. Ne. Se pravi, če nekaj meni koristi, če nekaj jaz potrebujem, potem to mejmo. Če nečesa jaz ne potrebujem, če meni ne koristi, potem to ukinimo. Ne? In to, da zdaj predsednik vlade, ne, ki je zapustil svojo soprogo, ki je zapustil svojo družino, ne, zato da je šel živeti v zunaj zakonsko skupnost z 20 ali koliko plus let mlajšo partnerko, ne, zdaj ob materinskem dnevu se pač fotografira z svojo materjo, ne, očitno za pač predvolilne namene, ko prej teh njegovih fotografij, ko ni materinski dan, pa ko ni bil predsednik vlade, nismo zasledili. Ne, in od spod komentarji
komentarji, zdaj ne vem, realnih ali pač izmišljenih fanov, ne, končno predsednik vlade, ki da nekaj na družino. Ne. Sej, ne vem, mogoče je šlo za to cinizem. Sliko imamo, jo lahko pokažemo. Mogoče je šlo za cinizem. No, evo, ne, vidite, se pravi, kar naenkrat so vsi ugotovili, ne, najvišji reprezentanti oblasti, da pač imajo matere. Ne. Zdaj, gospem, seveda, vsa čast, tudi jaz jim želim dolgo pozdravo življenja, ne, tudi vsem želim čim boljši odnos, pač med mamo pa med otrokom, ne. Ampak, veste, na ta način zdaj tu se spet prodajati nekaj, kar vidimo pa iz tega, kako se vsakodnevno obnašaš, da ni, ne, se mi zdi res malo podceno. No pa še to, ne, recimo na tem pohodu za življenje je spregovorila Urša Soares Cankar, ki ima prepovedan dostop v program televizije Slovenija, nacionalke, ne, ampak je rekla, da bi morali, pač se je zavzela za pomoč mamam in očetom v stiski, da bi se lahko odločali za rojstva svojih otrok. In vseh teh ukrepih, o katerih govorimo, že vse, odkar je ta vlada, jaz ne vidim te pomoči. Kaj točno bi morali, kaj mislite? Sej, če pogledamo zdaj, ne, predsednik vlade sva že ugotovila, verjetno ne bo imel več otrok, ali pa si jih saj ne želi, če jih bo imel. Ne. Vodilni reprezentanti levic, stranke Levice, tudi na tem področju niso ravno močni, ne, da bi imeli zelo veliko otrok. Ne. Dobro, socialni demokrati, tam je malo drugačna situacija, ne, pač tam imajo otroke. Otroci očitno niso prioriteta, ne. Se pravi, če smo mi sami sebe zavarovani, ves čas obrnjeni samo proti sebi, da nas zanima samo tisto, kar je dobro za nas, ne. Zakaj bi pol sploh razmišljali o otrocih, ne? Zakaj bi razmišljali o tem, pač kako dvigniti nataliteto, ne? Zakaj bi razmišljali o tem, da tudi iz tega lastnega egoističnega vidika, ne, se kdo pa, ko bomo mi, naša generacija šli v pokoj, kdo pa bo delal za to, da bomo lahko pač mi dobivali pokojnine, ne, ampak tako daleč oni ne razmišljajo, oziroma imajo kakšno ukradeno identiteto ali pa kakšnih 20 milijonov na kakem računu v Italiji, pa pač o tem ni treba razmišljati. No, apropo Italija, ne, mogoče imajo pa stanovanje v Trstu, ne, ker prav te dni smo pa zasledili, ne, da se zelo prodajajo, Slovenci kupujejo stanovanja v Trstu, tudi Srbi, in sicer je cena zelo bistveno nižja kot v Ljubljani, ne, recimo imamo program, bil je objavljen, to je časnik Finance objavil, kakšna je cena kvadratnega metra. To se pravi v Ljubljani 4370 evrov, Koper 4260 in Trst pol manjši 2200. Trst je naš, ne, ali kako? Ja, zdaj, če smo malo cinični, ne, v Ljubljani je verjetno zato visoka cena, ker je to najlepše mesto na svetu, ne, treba pač to plačati. Ampak bode pa v oči, zdaj, nizka razlika med Ljubljano in Koprom, dobro, treba upoštevati, da je Koper na morju, ne, ampak vseeno je zanimiva, ampak ta razlika, gospod Petrovčič, da je kvadratni meter v Trstu praktično pol cenejši kot v Kopru, ne, je pa res fascinantna, mislim, ker pa meni je Koper všeč, da ne bo pomote, ampak kaj ima Koper tazga, kar Trst nima, da bi bil dvakrat dražji, recimo, ne. To je pač, to so slovenske zgodbe, ne. To je verjetno zato, ker smo mi druga Švica in nam vsi zavidajo, ker smo tako razviti, ne, da si lahko privoščimo, da imamo v enem Kopru 4200 evrov ceno za kvadratni meter, ne, medtem ko ubogi Italijani, ne, ki sicer imajo v resnici tisti super računalnik, za katerega naš predsednik vlade pravi, da je slovenski, ne, pa morajo pod ceno prodajati stanovanja v Trstu po 2200 evrov kvadratni meter, kupuje jih pa kdo? Slovenci, ne? Slovenci. In zdaj se spet lahko vprašava, ne? Mi dva sva kar kritična tle, ali pa pač zaskrbljena, si misliva tudi, da upravičeno, ampak vidimo, da imamo očitno sodržavljane, ko pa še niso na tej točki, ne, in lahko mirno kupujejo stanovanja v Ljubljani, Kopru ali v končni fazi. In Trst je opcija, ne, tudi ima slovenske šole, konec koncev ima železnico bolje urejeno, ta drugi tir gre mimo, oni zdaj prenavljajo železnico prek Avstrije. Oni so popolnoma tudi njihovo pristanišče. Prometno je bolj povezano s Slovenijo, povezan tudi teoretično lahko kot naša obala, ne, zato ker pač lahko greš gor na Gorico, pa si potem hitreje malo letališče, se pravi okno v sveta, ne. Mi ga sicer tudi, če imamo formalno v Mariboru, ga imamo res formalno v Ljubljani, tudi če dalj bolj formalno, ne, ker praktično nihče tja več ne leti. Ja, sigurno, tudi kava je verjetno boljša, ne, ampak klima, ne, kdaj
si ti mislili to pred leti, gospod Petrovčič, da se vam mitva kdaj pogovarjala o tem, da je klima boljša v Trstu, kot pri nas, ne? Trst, ne, pač požig Narodnega doma in tako naprej, pač dosti teh nekih nacionalističnih italijanskih in to elementov. Zdaj pa mi imamo svobodo v Sloveniji, vlada svoboda z velikim S, in Slovenci drejo v Trst. Ja, včasih smo hodili po kavbojke in kavo, zdaj pa po stanovanja. Pa čim hitreje nazaj, ne, zdaj pa evo, ne, res fascinantno. Dobro, omenili ste tudi letališče, ne, tudi o letališču Jožeta Pučnika smo izvedeli pač to, da poslušajte, zdaj seveda država sponzorira tuje letalske družbe, da bi prišle sem, nobena se ni prijavila, nihče se ni prijavil, ne, in lani so od 1,4 milijona, oziroma ne, od denarja, ki je bil na voljo, v bistvu porabili samo $0,5 milijona, ne. To je pa res praktično od 16,8 milijona so samo $0,5 milijona porabili. To se pravi, nihče sploh, Ljubljana je padla iz zemljevida sveta. Ja, to, če začnemo tu, ne. Ljubljana je padla iz zemljevida, ne, ampak veste, ko se je pač letališče prodajalo, je bil argument, ne, da bo pač tuj kupec pripeljal potnike, pripeljal letalske družbe, da bo razvijal letališče in tako naprej, ne. Zdaj vidimo, kaj je od tega pač ostalo, ne. Drugače pa ja, sej, pač Zagreb ima to urejeno, Trst ima to urejeno, ne, v končni fazi tudi Dunaj, celo Gradec, ne, ima to urejeno. Zakaj bi potem pač nekdo se trudil posebej, da to ureja za ljubljansko letališče, če nam samim ni do tega dosti, ne. Je pa fajn, če imaš, ker tako se da fiktivno napihniti proračun, ne, da pridemo do teh naših famoznih 16 milijard, ne, da ti rečeš, mi bomo dali, koliko ste rekli, 8 milijonov za to, da bodo pač prihajale letalske družbe v Slovenijo, pa od tega damo $0,5 milijona. Ne. Ja, od 16,8 samo $0,5 milijona. No, evo, celo še zdaj se pa nihče ni prijavil. Ja, ne, in je to super, ne, se pravi, če kdo vpraša, mi imamo namenjeno 16,8 milijonov, zato dali smo 500,000, letal praktično ni, ne, sam še tovorna, mi, ki živimo tam v bližini teh zračnih poti, letališča, sam še tovorna, ob jasnem vremenu, samo še tovorna vozila, ki so pač to drugače, so jasno označena, se vidi s prostim očesom, da so tovorna, se pravi, samo še tovorna vozila, letala letajo, ne, ampak imamo pa denar v proračunu. No, in imamo zdaj... Koliko imamo stanovanja, ne, ki se gradijo, če dali več gradbišč, več kot jih je bilo kdajkoli. Če končamo z Ljubljano, imamo pa tudi nov olimpijski bazen, ne. Zdaj pa seveda tisto, kar so ljudje pričakovali, to je bilo včasih ta Ilirija v socialističnih časih, ne, ali pa zdaj do prenove, prej je bila seveda še drugačna, ker je že izpred vojne, ampak zdaj so ljudje, ki so si želeli, Ljubljančani, zunanji bazen, dobili nek čofotalnik. Poslušajte, mislim, to je bila pa res potegavščina par excellence, ne, da Janković na mesto zunanjega bazena, ker področje je tako veliko, da bi konec koncev lahko imeli tudi ob vsem tem špartanskem, vadbenem, ne vem kaj, centru tudi zunanji bazen, ampak ne, mi smo dobili čofotalnik. Ja, če gremo po vrsti, zdaj ta moje mnenje, ta železobetonski kolos, ki je tam zdaj nastal, ne, je grozljiv, ne. To je pač veduto, eno najlepših del vedut Ljubljane, ne, kjer je bil tako rekoč naraven prehod iz Tivolija, ne, se pravi parka Tivoli pač v center mesta, ne, je športni center Ilirija, ni to nič moto, ne, zdaj, ko se pripelješ, se kar ustrašaš, ne, ker naenkrat zraste ta železobetonski kolos tam pred tabo, ne, in je to konc. Drugo, ja, seveda, ne, pač kopališče Ilirija, ne, že ime pove, da bi naj bilo namenjeno tudi kopalcem, ne. Jaz seveda privoščim slovenskim plavalcem pač olimpijski bazen pokrit, ker do zdaj niso imeli, ne, in je to v Ljubljani in je to res škandal, ne, ampak kopališča pa ni več, ne, kot ste pravilno ugotovili, posebej zunanjega, ne. So pa neke druge stvari, ne, je pa veliko aneksov bilo, ne, je šlo veliko betona, cena se je ne vem kolikokrat pač med gradnjo povečala, ne, in pač počasi bo moralo biti ljudem jasno, no, da športni center Ilirija ni nastal zato, da bi ljudje se tja hodili kopati, ali pa v končni fazi tudi ne z izključnim namenom, da bi ga športniki uporabljali vrhunski, ampak zato, da je nekdo zaslužil s tem, ko se je gradil, ne. In to je naš problem. Mi vse, kar delamo,
delamo zato, da pač bo nekdo zaslužil, ne pa zato, da bodo ljudje to od tega kaj imeli. No, v tem smislu nas lahko tudi zaskrbi naslednja napoved Zorana Jankovića te dni, da se bo možno kopati na Špici v mogoče 2 letih. A že spet? Ja, zdaj tako da. Ni prvič, ko je kandidiral, rekel, da bo v parih letih Ljubljanica, da se bo možno kopati. Ja, boga kaj bo zdaj tam nastalo betonskega. Na lastno odgovornost se da že zdaj. Ja, mogoče bojo pa naredili kot nek bazen ali kaj znotri, da bo pač pa vodo od drugje pa vašal pa to. A veste, mislim, kdo pogreša? Vsej vem, pred leti so se Ljubljančani hodili kopati v Ljubljanco, ne? Ja, znanje, pred davnimi leti. Ja, pred davnimi leti. Še jaz kot otrok, recimo. Ampak da bi pa zdaj široke ljudske množice to blazno pogrešale, ne? Spomnim se, pred leti je bila recimo glede tramvaja tudi ta debata, pa je bila neka nostalgija, ne? Kaj če bi imeli tramvaj? Ampak tisto bi bilo vsaj v funkciji pač mestnega prometa, ki vemo, da je slab v Ljubljani, ne? Da ne rečem grozljiv. Ampak zdaj pa, da bi pa na Špici, ampak ja, super, sej, če bo spet kaj betonskega zraslo, če bo kdo zaslužil, ne? Zdaj kvaliteta vode, po moje, da se ni tukaj spremenila. Ne vem pa, kako je z nutrijami, ne? Ker nutrije so tudi, imajo domicil na Špici in ne vem, zdaj ta odlov nutrij je potem stekel, ni stekel, vemo, da so bile s tem težave, ker ne. Veliko interesa za plavanje z nutrijami, po moje, ne bo. No. Ja, pa tudi ljudje ugotavljajo, da jih je v osnovi manj, čeprav mogoče uradno ni bilo dovoljeno ubijanje. Mogoče pa narava poskrbela za to. Dobro, to je bil ta 13. teden. Gospod Aljuš Prtinač, najlepša hvala za komentarje. Prosim. In vsem, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.